Še preden so izumili avtomobile, so najmočnejši kralji in cesarji že imeli razkošne in zelo drage kočije, ki jih niso uporabljali samo za potovanja. Namesto tega je bila to tudi simbol njihovega bogastva, moči in visokega položaja. Danes cena nekaterih preostalih kočij dosega milijone dolarjev, druge pa veljajo za izjemno dragocen zgodovinski zaklad. V tem videu bomo spoznali 10 najbolj osupljivih starodavnih kočij, ki so jih nekoč uporabljali nekateri najmočnejši voditelji v zgodovini. Preden začnemo z razpravo, bi te prosil za en všeček in da se naročiš na naš kanal. To nam, ustvarjalcem vsebin, zelo pomaga. Zato začnimo. Številka 10. Tutankamonove kraljevske kočije, Stari Egipt. Leta 1922 jih je odkril arheolog Howard Carter. Howard Carter je v Egiptu odkril grobnico faraona Tutankamona. To je eno najpomembnejših arheoloških odkritij v zgodovini, ker so bili predmeti v grobnici skoraj popolnoma ohranjeni, potem ko je bila več kot 3000 let zaprta. Ena najbolj osupljivih najdb je bilo 6 kraljevskih kočij mladega faraona. Preden so jih postavili v grobnico, so jih previdno razstavili, da so jih lahko spravili skozi ozke hodnike. Nato so jih ponovno sestavili v notranjosti skupaj z zlatimi predmeti. Orožje in druge dragocene stvari, za katere so verjeli, da jih bo kralj lahko uporabljal v onstranstvu. 6 kočij ni imelo enakega namena. Nekatere so bile namenjene kraljevim ceremonijam in prekrite z zlatimi lističi z vzorci, ki prikazujejo Tutankamona kot bojevnika in lovca. Obstajale so tudi lažje kočije, za katere so verjeli, da so jih uporabljali pri lovu ali celo v bitkah. Navdušujoča je tudi njihova izdelava. Les so parili, da so ga lažje oblikovali v pravo ukrivljenost. Zaradi tega je bil celoten okvir močnejši, ne da bi postal težji. Kolesa pa imajo 6 naper, zato so lažja in močnejša v primerjavi s starimi polnimi kolesi drugih starodavnih civilizacij. Ena izmed najbolj domiselnih rešitev je tudi pod. Namesto masivnega lesa so Egipčani uporabili prepletene usnjene trakove. To je zmanjšalo tresenje kočije. Z drugimi besedami, že so imeli preprost sistem vzmetenja več kot 3000 let, preden je bil izumljen sodobni avtomobil. Do danes so Tutankamonove kočije med najstarejšimi popolnimi kraljevimi kočijami, ki so jih našli na svetu. Niso bile le simbol moči faraona. So tudi dokaz, da je bila raven inženirstva in rokodelstva v starodavnem Egiptu pred več kot 3300 leti izjemno visoka. Številka 9. Zlata kočija krone, Združeno kraljestvo. Če govorimo o najbolj znani kraljevi kočiji na svetu, ji skoraj nobena ne more konkurirati, zlati državni kočiji Združenega kraljestva. Že na prvi pogled je lahko pomisliti, da je narejena iz čistega zlata. Kamorkoli pogledaš, povsod vidiš skoraj izključno zlate okraske. A v resnici ni iz čistega zlata. Po podatkih kraljeve zbirke je glavno telo izdelano iz lesa, ki je prekrit le s tanko plastjo zlatih lističev. Naređena je bila tako, da izgleda zelo razkošno, ne da bi uporabili veliko čistega zlata. To kočijo je prvi naročil kralj Jurij 3 leta 1760. Po skoraj 2 letih izdelave je bila dokončana leta 1762. Oblikoval jo je znani arhitekt Sir William Chambers, izdelal pa jo je londonski izdelovalec kočij Samuel Butler. Ta kočija je zelo velika, tehta približno 4 tone. Dolga je skoraj 24 čevljev in visoka do 12 čevljev. To pomeni, da je težja od mnogih današnjih SUV-jev. Zaradi svoje izjemne teže nista dovolj niti 2 ali 4 konji. Potrebnih je 8 konjev, da to sploh lahko vlečejo. In tudi če vleče 8 konjev, je še vedno zelo počasna. Običajno je skoraj tako hitra kot človek, ki hodi. Toda ni bila velikost tista, zaradi katere je zlata državna kočija postala slavna. Pravi razlog je njegova vloga v zgodovini britanske monarhije. Že od kronanja kralja Williama IV. Leta 1831 so skoraj vsi britanski kralji in kraljice uporabili to kočijo pri svojem kronanju. Zato je ob vsakem novem monarhu, ki zasede prestol, velika verjetnost, da bo prav to vozilo tisto, ki ga bo videl ves svet. Če si ogledaš vsako podrobnost te kočije, boš opazil, da skoraj ni več praznega prostora. Na njej so izrezljani različni simboli, zlate dekoracije in velike slike na obeh straneh. Te slike prikazujejo prizore iz rimske mitologije. Avtor teh slik je italijanski umetnik Giovanni Battista Cipriani. Na vrhu kočije so 3 majhni angeli oziroma kerubi.
Predstavljajo Anglijo, Škotsko in Irsko, medtem ko držijo nekatere simbole britanske kronanja. Na spodnjem delu pa so 4 velike rezbarije tritonov, biti iz grške mitologije, ki so napol ljudje in napol ribe. Za umetnike tistega časa so bili ti dizajni simbol moči in oblasti kraljestva. Vendar pa obstaja eno presenetljivo dejstvo o tej kočiji. Pravijo, da je to eno izmed najbolj neudobnih vozil, ki so jih uporabljali kralji in kraljice. Kako se je to zgodilo? Razlog je preprost. Ko so izdelovali zlato državno kočijo, še ni bilo sodobnega vzmetenja, ki ga danes uporabljajo vozila. Namesto kovinskih vzmeti je bilo celotno telo kočije preprosto obešeno na debele usnjene trakove. Ko je zapeljala čez luknje, tresenje ni izginilo. Namesto tega se je celotna kočija še bolj zibala. Ob vsakem koraku konjev se je njeno telo premikalo naprej in nazaj. Ko je zavila, se je močno zibala levo in desno. Zaradi tega se počutiš, kot da si na majhnem čolnu, ki ga zibljajo valovi na morju. To ni zgolj domišljija. To so povedali številni britanski monarhi sami. Kralj William IV., ki je bil prej tudi mornariški častnik, je dejal, da se je počutil, kot da je sredi močnih valov, ko se je vozil v njej. Kraljica Viktorija pa se je pogosto izogibala uporabi te kočije, ker ji ni bilo všeč preveč tresenja. Kralj Jurij VI. Je prav tako dejal, da je bila to ena najbolj neudobnih voženj, kar jih je doživel. In leta 2018 so kraljico Elizabeto II. Vprašali o zlati državni kočiji v enem dokumentarcu. Njen kratek odgovor je postal skorajda slaven po vsem svetu. Rekla je, da to pravzaprav ni bilo narejeno za udobno vožnjo. In če pomislimo, ima prav. Glavni namen zlate državne kočije ni bil, da bi bilo kralju ali kraljici udobno. Namen te kočije je bil pokazati vsem ljudem bogastvo, moč in prestiž britanske vlade. Obstaja še ena nenavadna podrobnost. Zaradi svoje velikosti in teže jo je tudi težko ustaviti. Po zapisih kraljeve zbirke je bilo treba začeti zavirati že daleč pred samim mestom ustavljanja. Za kočijo je hodil človek, ki je s pomočjo ročice nadzoroval zavore. V več kot 260 letih so nekatere dele že zamenjali. Opremljena je bila z gumijastimi pnevmatikami, da bi bila varnejša za uporabo. Nekatere pripomočke v notranjosti so prav tako popravili. Toda glavna podrobnost, njen dizajn, je skoraj enako takrat, ko je bila narejena leta 1762. To pomeni, da še danes kralji in kraljice doživljajo skoraj enako tresenje, kot so ga doživljali njihovi predniki. Minilo je že več kot 200 letij, tako da čeprav to ni najbolj udobno vozilo v zgodovini, ostaja eden najpomembnejših simbolov britanske monarhije in ena najbolj znanih kraljevih kočij, ki jih je človek kdajkoli izdelal. Številka 8. Napoleonova mobilna poveljniška kočija. Obstaja ena kočija v zgodovini, ki ni služila le kot prevozno sredstvo. Bila je tudi pisarna, spalnica in poveljniški center enega največjih generalov v Evropi. Ta kočija je bila v lasti Napoleona Bonaparta. V celotnem obdobju svojih vojaških pohodov je bil skoraj vedno na poti. Zaradi tega je potreboval vozilo, ki bi lahko služilo kot majhno poveljniško središče med potovanjem. Zato je dal izdelati posebno kočijo za vojaške pohode. Ni bila najlepša. Ni bila najbolj razkošna kočija svojega časa. Toda bila je ena najbolj praktičnih in najpomembnejših vozil, ki jih je imel kakšen voditelj v Evropi. Zasnovana je bila za dolga potovanja. Njena konstrukcija je bila močnejša kot pri običajnih kočijah. Imela je tudi boljše vzmetenje, da se udarci na cestah niso tako zelo čutili. A vendar je prava čudovitost v njeni notranjosti. Skoraj vsak prostor ima svoj namen. Ima poseben predal za vojaške zemljevide. Ima poseben predal za pomembne dokumente. Ima majhno knjižnico s knjigami, ki jih je Napoleon bral med potovanji. Ima srebrni čajni servis in pripomočke za zajtrk, tudi ko je bil na poti. Ima tudi potovalni kovček za svoje osebne stvari. In kar je najpomembneje, ima zložljivo posteljo skrito pod glavnim sedežem. Ko ga je ujela noč na poti, mu ni bilo treba iskati prenočišča. Lahko spi kar v notranjosti kočije, medtem ko potovanje poteka naprej. Ko pride na naslednjo destinacijo, je že pripravljen načrtovati novo operacijo. S preprostimi besedami, ta kočija je kot mobilna pisarna cesarja. Medtem ko konji tečejo, lahko je, bere, pripravlja vojne načrte in upravlja svoje cesarstvo. Hitrost je bila zelo pomembna tudi za Napoleona. Bil je znan po svoji nepotrpežljivosti in ni maral zapravljati časa. Zato je svojim kočijažem ukazal,
Naj ves čas vožnje ohranjajo najhitrejši, a varen tempo. Zaradi tega so bili Napoleonovi vozniki med najboljšimi v Evropi v tistem času. A zanj ni bila pomembna le hitrost, pomembna je bila tudi varnost. Vsakič, ko je potoval, so ga vedno spremljali vojaki na konjih kot spremstvo. Vsako pot je tudi skrbno načrtoval, preden je odšel. V začetku 19. stoletja je bilo potovanje za cesarja zelo nevarno. Dovolj je bila ena napačna informacija ali nenaden napad, da se je lahko spremenil potek celotne vojne. A vendar je prišel dan, ko se je vladavina Napoleona končala. 18. junija 1815 se je zgodila znamenita bitka pri Waterlooju. To je bil spopad, ki je končal njegovo cesarstvo. Po porazu francoske vojske so pruski vojaki hitro napredovali. Med zasledovanjem so zasegli osebno Napoleonovo poveljniško kočijo. Skoraj da se je niso dotaknili. Ko so odprli kočijo, so v njej našli veliko dragocenih predmetov, ki so bili tam pozabljeni. Bile so zlate kovance, diamanti, osebne knjige in jedilni pribor. Bile so tudi vojaške karte, ki so prikazovale načrte Napoleonovih operacij pred njegovim porazom. Čeprav ti načrti niso imeli več vrednosti v sami vojni, saj je bila bitka že končana, so postali izjemno pomembni za zgodovinarje. Zaradi tega so bolje razumeli, kako je Napoleon razmišljal in načrtoval v zadnjih tednih svojega vladanja. Po Waterlooju je ta kočija postala kraljevi vojni plen. Ta kočija je večkrat zamenjala lastnike, preden je bila kasneje razstavljena v Londonu kot eden najbolj znanih zgodovinskih eksponatov svojega časa. Še danes ostaja prav Napoleonova kampanska kočija ena najpomembnejših zgodovinskih vozil v Evropi. To ni kočija z največ zlata, niti ni najlepše okrašena, vendar je le malo kočij, ki so bile priča padcu imperija. In prav tako je malo vozil, ki so bila tiha priča noči, ko je Napoleon izgubil svojo vojsko, svojo moč in svojo svobodo. Številka 7. Diližansa Concorde, Združene države Amerike. Če so bile prejšnje kočije na tem seznamu narejene za kralje in cesarje, je naslednja narejena za navadne ljudi. Toda ne bo pomote, imela je izjemno pomembno vlogo v ameriški zgodovini. To je diližansa Concorde. Leta 1827 je podjetje Abbott Downing začelo izdelovati kočije v mestu Concord, New Hampshire. Kmalu je to postalo najbolj priljubljeno prevozno sredstvo za dolga potovanja po vsej Ameriki. Ko v mnogih delih države še ni bilo železnice, je bil to glavni način, da so ljudje prišli do oddaljenih krajev. Ni prevažal samo potnikov, temveč tudi pisma, pomembne dokumente, denar, zlato in različne izdelke. Z drugimi besedami, to je bil pomemben del razvoja Amerike, ko so se njihova naselja širila proti zahodu. Ena najboljših lastnosti diližanse Concorde je njeno vzmetenje. Namesto kovinskih vzmeti so izdelovalci uporabili debele usnjene pasove. Ko je ta voz peljal po kamniti cesti, se je celotno telo kočije rahlo zibal. Zaradi tega se je zmanjšala moč tresljajev v primerjavi s kočijami brez takšne zasnove. A ne mislite, da je bila vožnja udobna? Pravzaprav, če si se v tej kočiji vozil le nekaj dni, si se lahko zaradi nenehnega zibanja počutil omotičnega. V notranjosti kočije so bili 3 sedeži, na vsakem sedežu so sedeli 3 ljudje. Tako je lahko v notranjosti potovalo 9 potnikov. Če je bila notranjost polna, so nekateri potniki sedeli na strehi skupaj s svojo prtljago. Tam so bili neposredno izpostavljeni soncu, dežju in prahu, medtem ko se je kočija premikala. Potovanje od St. Louisa do San Francisca je trajalo približno 25 dni, vsakih 10 do 15 milj so se ustavili na postajah za menjavo konj, da so zamenjali konje. Tam so tudi potniki hitro jedli, preden so nadaljevali potovanje. Po pripovedih iz tistega časa, hrana na postajah za menjavo konj ni bila prav okusna. Običajno so postregli slano meso, fižol, trde piškote in zelo močno kavo. Po noči so potniki pogosto spali kar na tleh postaje skupaj z drugimi potniki. Obstajala pa je še ena nevarnost – roparji. Ker je veliko kočij prevažalo denar in zlato, so bile pogosto tarča oboroženih razbojnikov. Zato je bilo na številnih potovanjih zraven oborožen stražar, ki je sedel poleg voznika in držal šibravko. Od tod tudi izvira znani izraz riding shotgun. Še danes velja kočija Concorde za eno najbolj znanih vozil v ameriški zgodovini.
Preden so prišli vlaki in sodobna vozila, je ta kočija povezovala oddaljene dele države ter pomagala pri prevozu ljudi, trgovine in komunikacije po vsem ameriškem obmejnem ozemlju. Številka 6. Zadnja francoska kronanska kočija. Od vseh kraljevih kočij, izdelanih v Franciji, je do danes preživela le ena. To je kronanska kočija kralja Karla X. To ni le star voz. To je preostali simbol več kot 1000 let tradicije francoskih kraljev. Stoletja so vsakič, ko je novi kralj zasedel prestol, njega peljali v katedralo v Reimsu s posebno kronansko kočijo. Tam poteka najpomembnejša slovesnost francoske monarhije. Toda, ko je leta 1789 izbruhnila francoska revolucija, so številne simbole monarhije revolucionarji uničili, zažgali ali razdejali. Sem so spadale skoraj vse kraljeve kočije Francije. Zaradi tega je do danes ostala le ena kronanska kočija. In to je uporabil kralj Karel X. Danes jo lahko vidite v galeriji kočij v palači Versailles, kjer jo skrbno varujejo kot eno najpomembnejših zgodovinskih vozil Francije. Ta kočija je zelo velika, dolga je skoraj 6,5 metra in visoka približno 4,5 metra. Ocenjuje se, da tehta med 4 in 5 tonami, skoraj vsak del njene zunanjosti je prekrit z zlatimi okraski in bronastimi kipci. To niso navadne okrasitve. Vsak motiv je bil narejen tako, da pokaže, da ima francoski kralj božansko pravico do vladanja. V tistem času je veliko ljudi verjelo, da je moč kralja neposredno dana od Boga. Zato je morala celo sama kočija prikazovati moč in razkošje. Ko vstopite noter, boste videli debelo rdeče žametno tkanino s podrobnimi zlatimi vezeninami. Kombinacija rdeče in zlate je že dolgo simbol francoske monarhije. Leta 1825 je Karel X. uporabil to kočijo na svoji kronanju. Bil je zadnji francoski kralj, ki je bil okronan po tradicionalnem obredu v katedrali v Reimsu, toda pojavil se je velik problem. Medtem ko je poskušal povrniti nekdanjo moč kraljev, so se razmišljanje ljudi hitro spreminjale. Po francoski revoluciji je več državljanov podpiralo ideje o svobodi, enakih pravicah in omejeni moči kraljev. Zaradi tega je podpora staremu sistemu monarhije postopoma slabela. Preprosto povedano, čeprav je bilo kronanje Karla X. zelo razkošno, mnogi niso več verjeli v sporočilo, ki ga je želel pokazati. Le 5 let kasneje je izbruhnila julijska revolucija leta 1830. Karel X. je bil prisiljen odstopiti s prestola in je bil izgnan iz Francije. Hkrati se je končalo tudi obdobje restavracije Bourbonov. V katedrali v Reimsu ni bilo več tradicionalnih kronan in noben naslednji francoski kralj ni več uporabljal takšne kronanske kočije. Zaradi tega je ta kočija postala tihi spomin na zadnji poskus Francije, da ponovno vzpostavi nekdanjo moč svojih kraljev. Do danes je to edina preostala kronanska kočija francoske monarhije, ki jo lahko še vedno vidi javnost. To ni le pa kočija. To je pomemben kos zgodovine, ki nas opominja, kako hitro se lahko spremeni moč nekega kraljestva. Številka 5. Bronaste kočije Qin Shi Huanga, Kitajska. Leta 1980 so arheologi odkrili nekaj blizu grobnice Qin Shi Huanga, prvega cesarja, ki je združil celotno Kitajsko. Poznan je kot voditelj, ki je začel gradnjo velikega kitajskega zidu in ima grobnico, ki jo varujejo tisoči terakotnih bojevnikov. Toda niso našli le vojakov, tam sta bila tudi 2 izjemna bronasta vozova, zakopana v zemlji več kot 2200 let. Nista v naravni velikosti, približno polovico sta le velikosti prave kočije. A ne misli, da sta to le preprosta modela, pravzaprav sta ena najlepših mojstrovin inženirstva iz antičnih časov. Ko so jih našli, so bili njihovi deli skoraj povsem zdrobljeni zaradi teže zemlje, ki je nanje pritiskala zelo dolgo časa. Strokovnjakom je vzelo več let, da so ponovno sestavili obe kočiji. Prva kočija se imenuje visoka kočija. To je odprta kočija z bronasto streho na vrhu. Verjame se, da so jo uporabljali kot spremljevalno vozilo ali za inšpekcije in cesarske ceremonije. Druga kočija pa se imenuje udobna kočija. Njena zasnova je bolj zaprta, ima streho, okna, ki jih je mogoče odpreti in zapreti, ter lasten predel v notranjosti. Veliko zgodovinarjev verjame, da je bil ta model namenjen prav cesarju, a najbolj osupljivo je število majhnih delov, ki ga sestavljajo.
Vsaka kočija je sestavljena iz več kot 3400 ločenih bronastih delov. Sem spadajo osi, kolesa, napere, oprsnice, verige, zatiči in različne okrasitve. Vse to je bilo izdelano z izjemno visoko stopnjo natančnosti. Tudi 4 konji pri vsaki kočiji imajo različen videz. Njihovi obrazi, telesa in položaji niso enaki. Narejeni so bili tako, da izgledajo kot pravi konji. Še bolj impresivne pa so bronaste vajeti ali vrvi. Čeprav so narejene iz kovine, se premikajo kot pravo usnje. Na oknih udobne kočije so tudi bronaste mreže. To omogoča vstop zraka v notranjost, hkrati pa preprečuje neposreden pogled od zunaj. Z drugimi besedami, koncept zasebnosti so imeli že več kot 2000 let, preden so nastala sodobna vozila. Ti 2 bronasti kočiji nikoli nista bili uporabljeni za pravo potovanje. Narejeni sta bili le kot miniaturni repliki, ki naj bi bili pokopani skupaj s cesarjem. Stari Kitajci so verjeli, da bo njihov vladar te kočije lahko uporabljal tudi v posmrtnem življenju. Toda, čeprav sta bili ti kočiji le modela, izdelovalci niso varčevali. Namesto da bi poenostavili zasnovo, so skoraj vsak detajl prave cesarske kočije natančno kopirali. Zaradi tega inženirji in arheologi še danes preučujejo način njihove izdelave. 2 bronasti kočiji Qin Shi Huanga nista le pomembni artefakti. Sta tudi eden najlepših dokazov, da je bila raven inženirstva, obdelave kovin in rokodelstva v starodavni Kitajski izjemno visoka že pred več kot 2200 leti. Številka 4. Imperialna kočija Katarine Velike. Rusija. V času Katarine Velike kraljeve kočije niso bile namenjene le potovanjem. Uporabljali so jih tudi za prikaz moči in bogastva ruskega imperija. Katarina je vladala od leta 1762 do 1796 in želela je dokazati, da se lahko Rusija kosa z najmočnejšimi kraljestvi v Evropi. Nekatere njene kočije so še danes na ogled v orožarni v moskovskem Kremlju. Te so zelo velike in jih vleče 8 konj. Telo je narejeno iz lesa, vendar je prekrito z zlatimi lističi in okrašeno z razkošnimi slikami ter bronastimi okraski, ki simbolizirajo moč cesarice. V notranjosti pa lahko vidimo svilen žamet z zlatim vezenjem in druge dragocene okraske. Toda to ni bilo narejeno samo zato, da bi bilo lepo. Vsaka javna procesija je bila način, da Katarina ljudem pokaže moč svojega vladanja. To je bila tudi tiha sporočila drugim državam, da je Rusija že mogočno cesarstvo. Prav tako ni bilo lahko izdelati takšne kočije. Rusija je zelo obsežna in ceste so pogosto blatne, zamrznjene ali polne lukenj, zato mora biti vsaka kočija poleg lepote tudi zelo trdna. Zaradi tega so ruski izdelovalci kočij združili najboljše tehnike iz Evrope in materiale, ki so primerni za rusko podnebje. Rezultat so bile kočije, ki niso bile le razkošne, ampak tudi dovolj trpežne za dolga potovanja. Do danes ostajajo simbol tistega časa, ko je Katarina Velika celotni Evropi pokazala naraščajočo moč Rusije. Številka 3. Državna kočija londonskega lorda župana. V Londonu je ena kočija, ki jo uporabljajo že več kot 260 let. To je državna kočija londonskega lorda župana. Narejena je bila leta 1757 in se še danes uporablja vsako leto med Lord Mayor's Show, letno slovesnostjo za novega lorda župana Londona. To je ena najstarejših slavnostnih kočij na svetu, ki se še vedno redno uporablja. Ima rumeno in zlato barvo ter je polna rezbarij in simbolov londonskega Cityja. Čeprav je izdelana iz lesa, je zanjo izjemno dobro poskrbljeno, zato ostaja v odličnem stanju tudi po več stoletjih. Ta tradicija se je začela že leta 1215, ko so prebivalci Londona dobili dovoljenje, da izberejo svojega župana. Od takrat je parada novega lorda župana postala del ceremonije v mestu. Ta kočija je preživela vojne, požare in celo drugo svetovno vojno. Zaradi stalne obnove je ta kočija še danes v uporabi. V času avtomobilov in letal ta kočija še vedno spominja na več kot 800 let zgodovine Londona. Številka 2. Rimska dirkalna kočija, Stari Rim. Če je Formula 1 danes ena najbolj priljubljenih motošportnih disciplin, je bila rimska dirkalna kočija njen ekvivalent v Starem Rimu. Uporabljali so jo v Circus Maximusu, največji dirkalni areni Starega Rima. Kočija je bila lahka in je imela le 2 kolesi. Vlekla sta jo 2 do 4 konji in bila je narejena za zelo visoke hitrosti. Zaradi tega so bili trki in hude nesreče pogosti.
Kočijaš je lahko ob prevračanju kočije še vedno v nevarnosti, da ga konji vlečejo za seboj, saj ima uzde ovite okoli telesa. A vendar je bila v zameno za nevarnost mogoča izjemna slava in bogastvo. Eden najbolj znanih kočijažev je bil Gaj Apulej Diokles, ki je zmagal na več kot 1000 dirkah. Po mnenju zgodovinarjev je bil eden najbolje plačanih športnikov v antičnem svetu. Rimski dirkalni voz kažejo, da so ljudje že pred več kot 2000 leti oboževali hitrost, tekmovanje in športno zabavo. Številka 1 je diamantna jubilejna državna kočija iz Združenega kraljestva. Kočija Diamond Jubilee State Coach je najnovejša kočija v britanski kraljevi zbirki. Naređena je bila leta 2012 kot darilo za kraljico Elizabeto II. Posebnost te kočije je, da je veliko materialov, uporabljenih pri njeni izdelavi, izhajalo iz pomembnih krajev v britanski zgodovini, vključno z londonskim Towerjem, ladjo HMS Victory in drugimi znanimi stavbami ter spomeniki. Zaradi tega je kot premični muzej. Za razliko od stare, zlate državne koči, je ta kočija sodobna. Ima hidravlično vzmetenje, ogrevanje in električna okna, zato je vožnja veliko bolj udobna. To kočijo je uporabljal kralj Karel III po svoji kronanju leta 2023. Diamantna jubilejna državna kočija združuje sodobno tehnologijo in več kot 1000 let britanske zgodovine. Zato to ni le preprosta kraljeva kočija. Je tudi simbol dolge zgodovine britanske monarhije, ki še vedno živi vse do danes.